Dober dan. Jaz ne vem, nimam zdaj občutka, se slišimo? Se slišimo? Me slišite? Za Moniko je zdaj težko nastopati, ker je imela res odlično predavanje, predstavitev, tako da hvala, Monika. Verjamem, da ste marsikoga navdušila. Ja, res hvala. Marsikoga navdušila, da razmisli o tem, kaj nanaša na kožo, ker dejansko tudi preko kože vnašamo v telo stvari, ki lahko naše dobro počutje podprejo ali pa ga spravijo na nulo oziroma nas položijo v posteljo. Računam, da mi boste vseeno prisluhnili, zaradi tega, ker starost je tema vseh. Nekaterim je dano, da imajo lepo kožo kar tako, brez da zanjo poskrbijo, oziroma ne poznajo agresivnih kozmetičnih sredstev in jim prav naravna nega kože pripomore do čvrste kože v zrela leta. Staranje je tema, ki ni nič kaj priljubljena, celo nekako staranje ni moderno v sodobnem času, bi rekla, ima nek slabšalni prizvok, tako da o staranju kot takem sploh ne govorimo več. Pravimo, da se nekdo zdravo stara, aktivno stara, pozitivno stara, samo starati se ni nič več moderno, ker je na tem svetu v današnjem času pač treba biti vedno funkcionalen, pripravljen sodelovati, to pa z leti postaja včasih naporno in zahteva neko dodatno angažiranje. Tu pa ni potrpežljivosti. Staranje je povezano z neko izgubo, ker na koncu našega življenjskega cikla je pač smrt in lažje to spreminjanje. Edini izziv staranja so pač te vsakodnevne ali pa tedenske, mesečne, letne spremembe v dnevnem funkcioniranju. Mi smo pri vsakodnevnih opravilih vedno manj funkcionalni. In zdaj bolj, ko znamo to sprejemati, lažje nam v tem procesu gre in teče. Se pravi, manj smo zaradi tega prizadeti, manj stresno je to zmanjševanje naše funkcije za nas in manj možnosti je, da postanemo depresivni. Mogoče je vseeno najbolj fajn uporabljati pojem ali pa pridevnik zdravo staranje. Danes je Svetovni dan zdravja tudi in prav definicija zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, tista ta zgodna iz 46. leta je, da je zdravje neko dobro ali pa najboljše, kar zmoremo, telesno, socialno in duševno počutje. Se pravi, ki ga trenutno zmoremo, ne? Tako da omogoča tudi razvoj raznih preventivnih programov, ta definicija v vseh starostnih obdobjih posameznika. Zdravje je potem možno gledati z več vidikov, tu je navedenih nekaj vidikov. Telesno zdravje je pač zdravje našega telesa, telesnih organov, nujno je povezano z zdravim življenjskim slogom, se pravi s tem, kaj v telo vnašamo, kako spimo, koliko popijemo, pa tudi z našim bivanjskim okoljem, se pravi v kakšnih razmerah živimo. Duševno zdravje je predvsem odvisno od funkcioniranja našega živčnega sistema. Tu ne mislim samo na ampak tudi na čutila, saj nam ta omogočajo pravzaprav sprejemanje nekih signalov iz okolja in po drugi strani tudi reagiranje na te signale. In ravno na tem polju se veliko dogaja z leti, se pravi, ljudje slabše slišimo, slabše vidimo, okus, vonj, tip se lahko spreminjajo. Mimogrede, Monika je imela krasen primer, kako lahko skrbimo za tip, s tem, da različne strukture tipamo. O tipu se trenutno zelo veliko piše v nevroznanosti, zaradi tega, ker velja tip za eno najbolj pomembnih čutil za proženje novih poti, novih sinaps v možganih.
pravzaprav je en izmed primarnih čutov, ki ga razvije otrok. Če imate priliko opazovati, kje v bližini, vidite, da otroci pravzaprav preko tipa zelo hitro dobivajo različne signale in jih znajo razlikovati. Duhovno zdravje je, da vse to, kar se naučimo, polovimo iz okolja, pravzaprav v neke vrednote oblikujemo in če nam je potem dano te naše vrednote živeti, smo tudi duhovno zdravja, ne. Socialno zdravje je, da smo v dobrem odnosu s sabo, v čim boljšem odnosu s tistimi, ki so blizu nas, v družini, pa tudi širše v družbenem okolju. Za razvoj je potrebno vedno skrbeti, ne samo dokler se držimo šolskega sistema, ker se treba vedno znova česa naučiti. Se pravi, če je nekdo zelo prizadet telesno in potrebuje že podporo palice ali bergle, se mora naučiti uporabljati ta pripomoček, sicer mu nič ne koristi in reče, tega ne bom, ne, in pomeni nekomu dobro, odlično prilagoditev na tisto, kar zmore. Tako da učenje, tudi tako čisto bazično, nas vedno čaka. Bivansko zdravje pomeni, če mi s tistimi svojimi vrednotami, s tem, kar se nam zdi vredno, lahko dobro živimo v okolju, ki bi nam pomenilo podporno bilo za nas. Tega morda danes ali pa v tem času največ manjka, ne. Nekje sem en stavek prebrala, da ravno generacija mojih let ne znamo starši, po drugi strani smo znali odpraviti otroke iz doma in zdaj na obe strani iščemo, kje bi koga dobili. Zaradi tega, ker ta socialna osama je verjetno nekaj najhujšega, kar se človeku, ki je vpet v svet, se pravi, zdi se, da smo vpeti, pa vendarle čisto sami, ne. Ostajamo sami, drobni v vesolju. Zdaj, glavni izziv staranja je to spreminjanje, zmanjševanje naše funkcije v vsakodnevnem življenju. Bolj, ko se človek zna s tem spoprijeti, lažje mu gre, bolj zadovoljnje. Pomlajevanje, se pravi postopke, ki bi ustavili starost, so vse kulture iskale. Stari Egipčani recimo so vedeli, da moramo telo imeti čim bolj čisto, ne samo, da se kopamo, ampak tudi znotraj in duhovno, da moramo biti zadovoljni, da ustavimo, upočasnimo staranje, ne. Grki, Rimljani še prej so iskali čistost v termah, v savnah, se pravi, so tu zraven tega, da so vedeli, da je treba biti vesel, dobre volje, se družiti, ne. Tudi sodobna medicina je izumila mnogo postopkov, morda so trenutno najbolj prisotne jemanje celic in potem vbrizgavanje, ponovno vbrizgavanje matične celice ob raznih vitaminskih koktajlih. Pa seveda rastni hormon je bil tisti, ki je to ero moderne medicine pod narekovaji začel. Še vedno velja v šolski medicini, da je glavni vzrok staranja naš način življenja. Se pravi, kako se prehranjujemo, kaj pijemo, koliko spimo, kako se družimo. Pravzaprav velja, boste videli, da drži. Premalo pa ljudem razložimo, da se vse to dogaja na celičnem nivoju. Sama se v ambulanti, kjer res prihajajo že ljudje, ki so stari, zdaj o starem govorimo, kadar ima več kot 85 let, ne. In v zdravilišče, se pravi, mi smo destinacija za obravnavanje ortopedskih bolnikov, prihaja vedno več ljudi okrog 90 let z novo protezo. In lahko rečem, da so stari. In ti ljudje imajo včasih nerazumna pričakovanja. Ne bi to, ne bi ono. Se tudi kdaj zgodi, da koga vprašam, kaj pričakuje, koliko let še bo, ne? Ko mi reče, da neko zdravilo za hitro odvzemanje bolečine, ker tam je pač 14 dni, ne bi vzel, ker ima polno stranskih učinkov.
stranski učinki rabi nekaj časa, da se pojavijo, lahko se zaščiti z dodajanjem prehranskih dopolnil, da je teh stranskih učinkov zdravila manj. Na vsak način je pa takrat zdravilo zanj koristno, ker sicer od rehabilitacije nima toliko, kot bi dobil. Tako da tu je svet hudo čuden. Sama sem na robu tistih starejših, 65 do 75 in potem so stari ljudje nad 85. Glavni vzroki staranja so tile in s tem se ukvarja pravzaprav integrativna medicina bolj kot šolska medicina. Dr. Flisova je strokovnjakinja za anti-aging medicino. Ona je tista, ki zna nas podpreti z bioidentičnimi hormoni. Pri nas je to še dokaj velik bav, sicer pa lahko takšno hormonsko nadomeščanje marsikomu pomeni bistveno več dobrega počutja, ne samo lepši izgled. Glavni vzroki staranja so prosti radikali, se pravi preveč prostih radikalov v našem telesu. O tem vsaj ti, ki smo okrog Kalivite, veliko vemo. Meni se zdi, da je manj znan proces glikacije, na katerega imamo silno vpliv z vsakodnevnimi izbirami. Upadanje ravni hormonov pa sodi zraven, ne samo da zunaj, tudi noce naše rezerve spreminjajo in praznijo, bom rekla. Tako da tudi noč se dogajajo. Dogaja se predvsem noč na nivoju celice. Prosti radikali, to so pač nastajajo vedno. Vsaki celici vedno. So tudi zaščita telesa. Problem je, kadar jih je preveč. Preveč jih je, bodisi, ker se mora telo z nečim boriti, recimo z virozo, z neko okužbo, ali zaradi tega, ker smo nekemu sevanju izpostavljeni, se preveč sončimo, smo v onesnaženem zraku, premalo spimo, nastaja preveč prostih radikalov. Prosti radikali sami po sebi ne bi pomenilo nič, ne bi tistega manjkajočega elektrona, manjka jim en elektron, zato so nestabilni, jemali, kradli zdravi celici. Telo pomaga z antioksidanti, nekaj jih zna tudi samo tvoriti, koencim 10 tvori, žal ne v toliki meri, kot je potrebno v današnjem času, pa z leti tudi proizvodnja Q10 upada, tako da je smiselno dober antioksidant vedno dodajati, kljub temu, da skrbimo za prehrano in svojimi ravnanji probamo kar se da malo prispevati k dvigu prostih radikalov v telesu. Ko prosti radikal napade zdravo celico, zgleda približno tako, je ta povsem desno. Prosti radikali so vzrok vsem tem boleznim, vsa tkiva pravzaprav prizadenejo. O koži smo lepo slišali, enako prosti radikal dela škodo pravzaprav na vseh tkivih. Ga ni tkiva, ki bi znalo se tej škodi izogniti ali zaščititi pred njo. Tako da je že smiselno, da mi poskrbimo z vnosom dobrih antioksidantov. Mogoče je tu smiselno omeniti, da za delovati protivnetno, se pravi, kadar je veliko prostih radikalov, takrat sigurno naše telo postane bolj kislo, je tudi že bilo danes rečeno, kislo boli, kadar smo v nevtralnem območju, nas nič ne boli, in kislo pomeni na nek način propad in neuspešno regeneracijo v času, ko bi telo se naj regeneriralo, to je po noči. Ne vem, vidim, da me ura preganja, ne bom naštevala, na vseh tkivih se dogaja. Vse bolezni se pravzaprav začnejo z vnetjem, začetek vnetja je pa glikacijski proces, morda tudi manj hormonov katerih in pa višek prostih radikalov. Mnogo antioksidantov poznamo, jaz sem tu navedla samo 2. En od teh je koencim 10, več obliga imamo. Jaz mislim, da nekateri ljudje ga rabijo
veliko, predvsem kardiovaskularni bolniki, in da ga je treba vzeti večkrat v dnevu. Ena taka posrečena formula, A, C, E, to so vse dobri antioksidanti, ampak so kratko delujoči. Tudi koencim se hitro porabi, tako da acetilcistein, glutation, to so tisti dolgo delujoči antioksidanti in recimo cistein je zdravilo, ki ga šolska medicina zna uporabiti, ne samo integrativna, se pravi celostna medicina, je pa v preparatu Fluimocan in ga ni treba tako veliko vzeti, da si narediš podporo preko celega dneva. Mnogo let nazaj, oziroma 35 let nazaj, takoj po študiju, sem doživela, da so onkološki bolniki dobivali, ena študija je tekla Fluimocan, vem, da smo se mladi specializanti takrat čudili, doktor Štabucu, kaj to počne, pa je rekel, da je pač dela eno študijo, da se veliko o tem piše. Ampak vi veste, in mene je to iz šolske medicine gnalo ven, da šolska medicina hoče bolane ljudi, ne zdrave. To je problem šolske medicine in zdravnikov. Jaz imam 2 specializaciji in to vedno znova povem, da šele pri drugi, na socialni medicini sem se naučila, kaj naj doktor dela. Za svojim zdravjem podpre posameznika pri odkrivanju zdravilca v sebi in v naravi, ne? Ker narava nam nudi vedno vse, samo mi smo pač slepi, pa predvsem bi hteli vse na hitro. Senior formula je tista, ki je nekaj krasnega, ki je nekaj odličnega pri kaliviti za ljudi, ki prihajajo v zrela leta, bom rekla. Priporoča se vsem po 50. letu, če še niso nič začeli s prehranskimi dopolnili, ker takrat se ljudje običajno še dobro počutijo, so v odlični formi. Je pa to tak kombiniran preparat. Odličen je zaradi te glutationa, ki velja med tistimi najbolj anti-aging zagnanimi zdravniki za res odličen antioksidant. Se pravi, v tem preparatu, ki ni od danes, ampak je že star, preizkušen preparat, je že vključena. Ne? Potem so tu vsi A, C, E, zraven imamo izvlečke bioflavonoidov, ki delujejo, posnemajo delovanje hormonov, so močni antioksidanti. Tako da to je res krasen z selenom, jodom, izvlečkom grozdnih semen. Odličen preparat. Nisem ga poznala, sem ga zdaj pri pripravi na to predavanje prvič videla sestav podrobno in sem bila navdušena nad njim, tako kot tudi na Vital Men in Vital Women, ki sta oba čisto rastlinska izvlečka. Tisto, kar danes najbolj sodobna medicina, tista celostna ljudem priporoča. Malo je treba biti pozoren, ker je ginko zraven. Ginko je pri ljudeh, ki imajo motnje strjevanja krvi, treba pač opozoriti ga, da se lahko poveča potreba po antikoagulantih. Sicer ga je za svetovati vsem, ki manjka energije, vsem, ki bi radi bili bolj krepkega zdravja, ker vse to, kar je tu, ta kombinacija krepi imunski sistem, vsem, ki bi imeli lepšo kožo. Skratka, za priporočati ljudem, ki prihajajo v zrelo starost. Drug proces, ki se tudi dogaja na celičnem nivoju in na katerega s hrano lahko res zelo, zelo veliko vplivamo, če izbiramo dobre ogljikove hidrate in če smo skromni z njimi. Ker tudi najbolj odličen ogljikov hidrat se na koncu spremeni v glukozo in ta glukoza potem v procesu glikacije se poveže z beljakovino, tvori ene netopne vezi in pravzaprav čvrst skupek, tkivo, ki pomeni kronično vnetje, ki ga telo ne zna rešiti, ki ga ne zna popraviti in je nujno začetek nečesa slabega, lahko tudi zelo slabega. Se pravi, ne samo rafiniran beli sladkor, beli kruh, tisto, ko so vam rekli kruh lepi, jaz ne vem, ali so poznali do te stopnje. Jaz sem skoraj prepričana, da čisto vsi, ki to znanje naprej predajajo, ne, ampak dejansko kruh lepi, najbolj banalno bi to lahko rekel. Ker nastajajo taki zlepki,
in ne samo na črevesni steni, kot nam dajejo, ampak globoko v tkivu. In tam zahtevajo prisotnost vsemogočih celic in zato nadzor na nekem drugem mestu lahko nad norimi delitvami zmanjka in zbolimo. V procesu glikacije pač največkrat svetujemo tiste snovi, ki podpirajo tvorbo, gradnjo novih celic, predvsem gradnjo veziva. Na vezivu se namreč najprej pokaže ta glikacija, da je telo ne zmore z ogljikovimi hidrati. Se pravi, koža je en tak večkrat bolj temeljito, ko se iskreno pogledamo v ogledalo, več lahko iz tega ogledala dejansko človek dobi napotko, samo od sebe, samo videti se mora, ne? Ker vsem smo opremljeni na telesu in telo nam vedno sporoča. Vedno na nežno, bolj glasno, še bolj glasno, na koncu združi do konca in nas položi v posteljo. Tako da C-vitamin je tisti, ki je potreben za tvorbo veziva, omege za vseh procesih. Joint Protex je en tak krasen preparat. O bosveli smo poslušali, kurkumo ima not. Skratka, kombiniran preparat, ki ne dela dobro samo ljudem, ki imajo težave z sklepi kot takimi in vezivnim tkivom okrog njih, ampak ga je uporabiti tudi širše, ne? Poslušali smo o krasni podpori Kali-Vite v liniji organski za nego kože. Že prej smo omenila, da največkrat ali pa preveč ljudi premalo pozorno razmisli, kaj bo nanašal na kožo, na nohte, s čim bo tretiral svoje lasišča, ne? V bistvu vse, kar damo na kožo, je treba dati v usta, ker to dejansko dajemo v usta. In na ta način je treba izbirati, biti zbirčen. Dr. Flisova je rekla, da samo najboljše je dovolj dobro za mene. Ko prideš do tega razmisleka, si že kar visoko, bom rekla. Že veš, kaj iščeš, zakaj si na ta svet postavljen, zato da bi užival. Tako da poskusite razmišljati o vsem. Ni potrebno, da lahko neko hladno stiskano olje zberete, ni zdaj, da moramo vse kupiti, pa da je to tisto, kar bom potem nanašal. Seveda je hudo pomemben razlog za staranje, za zgodnjo staranje, upadanje ravni hormonov v telesu. To se nujno dogaja. Mi lahko z svojimi ravnanji ta proces upočasnimo. Na začetku je bil vers iz Deepaka Chopre dala Maja. To je mogoče prvi, ki je mene navdušil za ukvarjati se malo bolj na široko z zdravjem. On ima tam sicer en kup, ne vem, če ga kdo pozna, ga poznate? Ga večina pozna? Poznati bi ga morali vsi. Dokler sem jaz delala kapljico krvi, sem vsem svetovala Deepaka Chopra, da ga vzamejo v roke in preberejo. Jutri mlajši ali nekaj takega. Kdo pozna naslov te osnovne knjige njegove? V njej priporoča zelo enostavne stvari. Ena takih, ki je meni ostala zavedno, je, takoj, ko te tiši lulat, pojdi lulat, ker sicer neminovno staraš svoj mehur. Ker nekaj vlaken popoka in če si več kot 20 let, se bojo ta vlakna nadomestila s fibrozo, tega pa ne boš več mogel popraviti, ko boš v zrelih letih, ker ti bo urin uhajal. Tako je čisto tebi naloži, ampak čisto osnovno. In ti razloži, da v bistvu pluvaš po sebi, če tega ne upoštevaš, ker telo pač hoče iti, ampak jaz bi še zdaj to naredil, pa ono naredil. Vital Women in Vital Men sta proizvoda, ki posnemata ali pa vzpodbujata, hranita naše lastne hormone, predvsem tiste spolne, pa tudi stresne hormone nižajo svojim sestavom. Hormoni upadajo vsi. En znak je, da je več stresnih hormonov, kortizola v krvi, recimo lahko, tega določimo dovolj enostavno iz sline, pada pa vse od testosterona, aldosterona,
rastnega hormona, ščitničnih hormonov, mogoče je to vam najbolj blizu, te znamo nadomeščati, te kar nadomeščamo, vse drugo pa ne, pa še te znamo samo sintetičnim nadomeščati. Takoj, ko en hormon manjka in se nadomešča, je problem. Enako kot s protezo. Če imamo eno protezo, se moramo okrog tiste potruditi, ker je ona zdaj najmočnejši del našega telesa. In moramo to protezo sprejeti, ne malo streči. Tako je, če imamo hormon za ščitnico, recimo, moramo vedeti, da je zdaj porušena naša normalna, naravna os. In se bi bilo zapomujati okrog tega, da bi jo podpiral človek, in preparat Vital Women in Men sta takšna preparata. Po drugi strani vračata libido in jačata spolno moč, ki tudi pri starostniku peša, ne. Je pa to ena izmed najbolj pomlajevalnih aktivnosti, se pravi spolna aktivnost. Vital Men vsebuje, ženšen je vsem znan, vsebuje sestavine, ki našo vitalnost, se pravi nam vrača energijo, dviguje energijsko, nas dvigne, po drugi strani ta kopriva dela za zdravje urogenitalnega trakta, ne nazadnje tudi za prostate, predvsem pa strupe izloča, bi jaz rekla. In dodani so predvsem iz amazonskega bazena, to, kar domorodci tam že leta poznajo kot afrodizijaka, se pravi pomembno, ker je proizvod rastlinskega izvora. In kot takega ga naše telo sigurno zna bolje izrabiti kot sintetične stvari. Tudi pri ženi hormoni ugašajo, mogoče celo ženske to bolj vemo kot moški. Moški niti ne želijo priznati, dokler jih prostata ne začne preganjati, takrat mogoče malo razmisli, kaj se pa z mano dogaja. Pri ženskah je indikacija tega preparata mogoče že zgodnejša, ker ga priporočamo lahko tudi za uravnavanje menstrualnega ciklusa zaradi delovanja, ki ga ima. Po drugi strani spet za dvig energije in v vsakodnevni aktivnosti in pa za ponovno vzpostavitev ali ojačanje libida. Vsi izvlečki vseh teh rastlin so že dolgo poznani, ne samo domorodcem, ne samo v ljudskih medicinah, ampak tudi v znanosti, šolski znanosti raziskovani in imajo potrjeno delovanje. Morala bi se vrniti nazaj na prejšnji slajd. Ne vem, če ste videli, vse skozi sta bila starček in starka. Za njima je bila njuna senca. Ne vem, ali o njej sanjata, ali gledata svoje vnuke, svoje otroke. Tu bom omenila, da med vsemi aktivnostmi, plesna aktivnost tista, o kateri se danes zelo veliko govori, v Sloveniji pa skoraj nič. Ves razviti svet med starostnike ples vnaša. Ne samo zaradi tega, ker je tu več naših čutil nagovorjenih, ampak predvsem zaradi tega, ker ples krepi tudi naše možgane, v smislu vzpostavljanja novih sinaps, ne. Se pravi, na mnogo poljih se o plesu da uživati. Jaz bi rekla, da v tem procesu staranja gre najbolje ljudem, ki znajo nekako uporabiti življenjsko strategijo, jaz sem jo kar kot sok si zapomnila, in sicer, da znajo kompenzirati, bom zadaj začela, kompenzirajo recimo, ko ne morem več hoditi, ko moja hoja ni več varna, vem pa, da je hoja ena najosnovnejša aktivnost, ki mi pomaga tudi, da ostanem samostojen, da vzamejo palico ali da, ko ne vidijo več, da vzamejo očala. To je včasih problem, ko ne slišijo, da si privoščijo slušni aparat. Morda ima kdo to v družini. Je človek rad v komunikaciji, rad v družbi, pa pravzaprav postane tam lahko moteč, ker kar na vse ja govori, ne. Tako da je treba ljudi spomniti, da stvari so na svetu zato, da si z njimi pomagamo. Potem je optimizacija drug tak pojem, ki ga je treba osvojiti. In sicer, da se zavedamo svojih omejitev, ki jih staranje prinaša,
in da recimo, če imamo jutranjo okorelost zaradi degenerativne ali vnetne sklepne bolezni, se ne jezimo, če ne moramo pisma ljubi osebi napisati zjutraj, ampak to storimo opoldan, da se tistih bolj natančnih stvari pač lotevamo takrat, ko se naša prožnost spet postavi. In potem nenazadnje je pomembna tudi selekcija. Zato SOK. Selekcija, optimizacija in kompenzacija. Selekcija v smislu, da če je nekdo bil potapljač, pa mu zdaj zdravnik to odsvetuje, ker njegova funkcija pljučna, ne vem, telesna pač tega ne omogoča več, da ostane plavalec in da je s tem zadovoljen. Pozitivno se namreč starajo tisti ljudje, ki so pripravljeni svoje omejitve sprejemati, ki se pojavljajo, in na drugi strani znajo ohraniti smisel s vsem tem odvzemanjem, ki se jim tokom življenja dogaja, ne. Vito Flaker je rekel, da je najbolj pomembna za zdravo staranje, za to pozitivno staranje, kljubovalna moč duha. Se pravi, mi kronološkega staranja ne moremo ustaviti. Ne moremo ustaviti niti propadanja funkcije telesa. Funkcionalno tudi propada, mogoče tu 50% v naših rokah, drugo narava, vesolje vodi. Lahko pa doživljajsko staranje človek ima 100% v svojih rokah. Se pravi, da doživlja to svojo žlahtnenje, ker pravzaprav ljudje z leti žlahtlimo, kot nekaj pozitivnega in da poskuša kot tak funkcionirati v svojem ožjem in širšem okolju. Nekaj čarobne palčke tudi Kalivita nima, ne? Ste videli, da sem nalagala veliko vam. Če ostanete s premislekom, da je treba razmisliti, ali res rabim ta ogljikov hidrat rafiniran, ne bi rajši kompleksnega, se pravi polnovrednega žita izbral, ali sploh rabim, ali vzamem rajši zelenjavo in naredim zelenjavno prilogo, ste naredili veliko. Pa če greste s tem pozitivnim napotkom okrog prehranskih dopolnil, danes smo veliko lepega slišali o njih, tudi res pohvalnega, navdušujočega, bom rekla, strani drugih predavateljev, in da se zavedate, da čarobnost imamo ljudje v sebi, samo jo moramo poiskati, vsak sam jo mora najti, ne? In to je hvala za danes.